ti doživljal današnji polletni večer? Ja, nekako retrospektivo mladosti. Jaz sem rojen v slovensko popevko in sem jo kot otrok in mladenič kot tako doživljal. Potem sem se pa počasi vključil, ampak nekako to ni bil ravno moj stil. To ni tisto, da nekdo te napove, prideš gor, zapoješ, greš dol, nekdo napove in en drug pride gor. Jaz tega ne znam. Smo pa danes slišali tudi eno tvojo, ki jo je zapela Neca Falk, ki je ena od teh, ki so posvetili letošnjo popevko. Si se ob tem spomnil še kaj posebno tako zanimivega? Ja, seveda, ona mi je povedala, da to kmetijsko šolo dela, agrarno, ne? In sem rekel, Madonna, to pa jaz poznam. Jaz sem na kmetiji preživljal mladost, moji Bonclnovi, tako se reče pri nas, sem jaz k njim hodil vsako osnovnošolsko poletje in sem z njimi delal in tam živel. Ne? Tako da meni ni bilo nič to tuje. Ne? Sem pa živel tudi oziroma hodil v srednjo šolo z ljudmi, z študenti, z sošolci, ki so živeli v internatu. To se pravi, da sem te dve stvari zelo dobro lahko sestavil. In še po tolikih časih živi, kot da bi bila v bistvu še vedno aktualna, ne? Samo da zdaj ne gledamo v tla, ampak v telefone. Ja, vem, ampak mislim, veliko stvari me je izpolnil, tudi ta aranžma in tako par takih zabavnih stvari, ker jaz sem to na kitaro posnel, pa na kaseto, pa poslal Janiju Golobu. In on je čist tako naredil, ker sem jaz mislil, da bo malo drugač, saj solo ali kaj takega. Vse je bilo isto. Sem to prvič slišal, že wow, odlično. Super, zdaj mi pa povej mi še, tudi tvoje si jih je kar nekaj po narodelih, med drugim med prijatelji. Tudi to, da Lepa dekleta ljubijo barabe, vsi pravijo, to je nek pregovor, ni v bistvu, to si ti napisal, ne? Ja, vzeli so ga za pregovor. Se ni nič narobe, da si avtor pregovorov. Kot je tudi za prijatelje si treba čas vzeti. Martinov Lulček je kot Metuljček, potem vse manj je dobrih gostiln in skozi manj je dobrih, zapirajo se, ne, ker ni ljudi, da bi delali. Ne. To se pravi, da nič ni zastarelega, vse še skozi drži, ne. Ampak vsi ljudje še skozi hitijo, da je pa res.